Dan odprtih vrat semenarne Ljubljana na Ptuju je nekaj enkratnega, vsako leto znova. S kakšnimi občutki ste se vi tokrat sprehodili po največjem slovenskem vrtu, gospod predsednik? Ja, občutki so zelo lepi. Prvič, danes je dan, je tako čudovito vreme za ogled takega lepega poskusnega polja. Po drugi strani pa me veseli, da semenarna z svojo 110-letno tradicijo ohranja te avtohtone slovenske sorte. Res je to, mislim, da je res največji slovenski vrt. Lepo je videti, ko vsaka gredica ima nekaj svojega. Vzorno je to tukaj obdelano, vzdrževano in res to je res ena enkratna zadeva. In veseli smo, da semenarna, da je nekako v krogu zadružnega sistema, da ohranja to svojo tradicijo in pa te avtohtone sorte, ki so seveda pomembne za samooskrbo, o kateri v Sloveniji zadnje čase veliko govorimo. Velik poudarek dajete v okviru zadružništva povezovanju z vsemi sorodnimi dejavnostmi, ki se nanašajo tako na kmeta kot na zadružništvo, in semenarstvo to vsekakor je. Semenarstvo sigurno je izjemnega pomena. Zdaj videli smo ono lastništvo takrat prej italijanskih lastnikov, pa KD Grupa slovenskega ni bilo kaj prida vredno. Podjetje so izčrpali, potem smo zadružniki preko banke semenarno lastniško prevzeli, jemljemo kot svoje podjetje, tako kot kmet obdeluje svojo njivo zvesto, tako mi tudi skrbimo za to podjetje. Zadruge maksimalno sodelujemo z semenarno in tudi ekipa v semenarni se maksimalno trudi, tako da ta zadružni sistem postaja kar en večji sistem, torej okoli 60 zadrug, ki pokrivamo praktično celotno slovensko področje, potem Deželna banka, ki smo jo ta leta uspešno sanirali, dokapitalizirali, izpolnjuje vse zahteve Banke Slovenije, izjemnega pomena za kmeta, za zadruge in tudi širše za podeželje, potem v nadaljevanju torej semenarna, tako da to je en tak lep sistem, ki je za slovenski prostor, lahko rečemo, res izjemnega pomena. Kaj vam pomeni na kratko še, da Slovenci ohranjamo svoja semena in semenarstvo? To je velikega pomena. Če bi nek tujec prišel vprašanje, če imel interes vzdrževanja teh avtohtonih sort, glejte, to, kar smo danes tukaj videli, vidimo, kako je to, bi rekel, vse bolj na majhne količine, to neke velike ekonomike ni. Torej, če bi nek tujec prišel, pa bi gledal čist kapitalski interes, bi verjetno slej ko prej večino teh stvari ukinil, uvozil neka globalizirana semena, katerih proizvodnja je verjetno cenejša, in to bi dejansko izgubili. Danes pa vidimo, da tako nasplošno v prehrani, v kmetijstvu, da potrošnik išče neke nove okuse, neke nove stvari. Že mogoče členo samo ena zelena solata, ni vsaka solata, mislim, imaš desetine različnih sort in Slovenci imamo tukaj, Slovenija ima kar nekaj teh avtohtonih sort, ki so res izjemnega okusa. In vidimo, če gremo v neko gostilno, je lahko solata takšna ali pa drugačna. Tisto, ki jo podrežemo z vrta, je zopet nekaj popolnoma drugega. Tako da to je res izjemnega pomena. Jaz sem vesel, da se potrošnik tega vedno bolj zaveda in vidimo, da zadnja leta se v semenarni promet povečuje, tako zadruge več nabavljajo, tako tudi v teh trgovinah semenarne, vedno več gre teh naših semen in to je odraz tega, da pač pokazatelj tega, da smo na pravi poti in da to, kar tukaj delamo, da potrošnik tudi to želi, da rad kupi in pač v skupno dobro bomo tako delali tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala tudi vam.